Tako, dragi prijatelji, drage Slovenke, dragi Slovenci, danes smo slišali, da ima Bog malo smisla tudi za humor v evangeliju. Če pogledate mene, pa število mojih las, pa še koga izmed vas sodečega, ima Bog z nami zelo malo dela, ker imamo zelo malo in to hitro prešteje. Tisti, ki imate pa košate lase, z vami ima pa Bog več dela. Vidimo, kako svetopismo lahko tudi malo k veselju nagovarja, če tako človek pogleda. Ampak to ni poanta Božje besede, ki smo jo slišali. Poanta je nekje drugje. In sicer v tem, da Bog skrbi za človeka, za posameznika in za narode. In da vsi, ki se odpirajo Bogu in umevajo in odkrivajo to Božjo ljubezen in Božjo skrb za človeka, globoko v sebi čutijo to veliko resnico. Bog ne zapušča človeka. Tudi ko po človeški logiki je vse zapisano po gubi in propasti, pri Bogu se stvari obrnejo in naredi čudovito zgodbo. Vse to se je pisalo tudi za naš slovenski narod. Če dobro pogledamo našo zgodovino, bomo videli hitro nekaj dejstev. Vsi so nas hoteli malo odpisati v zgodovini. Vsi so nas imeli malo za svoje, v tem smislu, ker so nam hoteli dopovedati, da ne bomo preprosto uspeli, ampak je boljše, da sprejmemo njihovo zgodbo, njihovo teorijo in se jim priklonimo in zlijemo z velikimi narodi okrog nas. Tako so nas Avstrijci imeli za ne nemško govoreče svoje, Hrvatje so nas imeli za alpske Hrvate, Madžari so nas imeli za Vende in take so zgodbe iz naše zgodovine. In celo mnogi Slovenci so se tem zgodbam z veseljem pridružili in tudi podpirali vse tisto, s čimer bi se nas slovenski narod poistovetil z nečem okrog. Celo, če pogledamo zgodovino, so se tisti, ki so se v našem slovenskem narodu imenovali za napredne, so zelo vlekli slovenski narod k ne poistovetenju z lastno identiteto, ampak poistovetenju z identiteto vladajočih. In to je veljalo za čas Avstro-Ogrske, kakor čas obeh Jugoslavij. Edini, ki so si ves čas prizadevali, da bi Slovenci ohranili svojo narodno, jezikovno, kulturno in versko identiteto, ki so bile povezana skupaj v celoto in tvorile naš kulturni, narodni prostor, je bila cerkev in hvala Bogu tudi mnogo posameznikov in večina slovenskih družin. Bog namreč obrne drugače, kot človek načrtuje. In to smo slišali v Berilu. Kaj smo slišali v Berilu? En del zgodbe o tako imenovanem egiptovskem Jožefu. Spomnimo se, samo kratko bom povzel, da boste razumeli, zakaj gre. Jakob je imel 12 sinov. To je bil praoče Izraelcev. Ko se je boril z Bogom, je dobil celo novo ime. On sploh ni vedel, da se bori z Bogom, šele proti jutru, čeprav je boj opisan kakor telesni boj, ampak v resnici je šlo najbrž za duhovni boj, ko se je boril z Bogom. In celo jutro je imel tak intenziven odnos z Bogom, da sta se dobesedno prerivala. In zjutraj, ko ne spusti Boga od sebe, ne bo šel od mene, dokler ne boš povedal, kdo si, s kom sem se celo noč boril, on odkrije in se mu ta predstavi kot Božji poslanec. In takrat mu ta reče Jakobu, odslej ne boš več Jakob, ampak boš Izrael. No boš tisti, ki se bori z Bogom in zmaga. To je zelo močno sporočilo. In potem on dobi 12 sinov. 11 sinov se ukvarja tako kot veliko krat po družinah s tistem, kar so starši imeli, bili so pastirji. Najmlajši je bil pa doma pri očetu, ponavadi najmlajšega imajo starši zelo radi, pa ne bolj radi kakor druge, ampak zato, ker je mlad, drugi so pa že odrasli, tako kot ena naša gospa v moji fari reče, ko ima 4 otroke. Pravi, 3 že niso več moji, edin ta mala je še otrok, ki hodi v 6. razred, pravi, pa že ona več ni najina, ne? Tako v tem človeškem smislu. In med njimi se pojavi ljubosumje in ko oče pošle tega najmlajšega Jožefa za njimi na pašo, ga oni sklenejo umoriti najprej. Potem pa eden izmed njih reče, Ruben, zakaj bi ga mi umorili, pa nič ne imeli od tega, samo breme v svojem srcu, dajmo ga raj prodati. Bomo še nekaj zaslužili zdraven. In tako se je zgodilo. Najprej ga vržejo v suh
vodnjak, potem pa pride mimo karavana in ga prodajo. In oni so mislili, da je zgodbe konec. Oče ugotovi, da je brez sina in joka in trpi celo svoje življenje. V včerajšnjem odlomku, če ste bili pri maši, ste slišali, kako gre potem v Egipt in mu Bog reče, sin, za katerega si mislil, da je mrtev, ti bo zaprl oči, ko boš odhajal z tega sveta. Kako močna človeška zgodba, ampak širšo vsebino ima. Danes smo pa slišali tisti odlomek, ki je tako nazoren in tako potreben razmisleka tudi v našem slovenskem narodu za celotno zgodbo naše zgodovine 20. stoletja. Ljudje, ki so naredili zločin, ki se pokesajo, in človek, ki ga je Bog obvaroval in ohranil pri življenju, čeprav je bil zapisan izginotju, pogubi in je bil prodan, se dobijo skupaj po Božji previdnosti in ko ti ljudje, ki jim je bilo žal in ko ta človek, ki je ohranil življenje po Božji previdnosti, dozori do take mere, da tem ljudem odpusti, se je začelo med njimi in za njih novo življenje. Kako močno sporočilo, sestre in bratje. Kako je treba priznati svoje slabosti, šibkosti, grehe, napake, zavoženosti, celo zločine, če smo jih naredili. In kako je potrebno z druge strani vedno biti odprt in privzdigniti in sprejeti to odpuščanje. Podati roko vzajemnosti, če hočemo zaživeti novo življenje. In to velja za obe obdobji. In točno veste, kateri imamo v mislih naše slovenske zgodovine. In tudi danes ob 30-letnici, da še malo poudarim, ko razmišljamo o tem, kaj imamo in kaj smo imeli prej, čutimo tudi eno zgodbo, ki jo Jezus nakazal v Evangeliju. Kako se dobremu potika slabo. Pravi, z Belcebubom rekli vas bodo, da izhajate iz hudiča, da ste slabo delali, da ste vse zamočili, da niste nič prida. In prav to se, sestre in bratje, v teh dneh in v teh letih velikokrat dogaja s tistimi, ki so leta 90 in 91 za samostojnost, suverenost in demokracijo slovenskega naroda bili pripravljeni storiti največ, kar so lahko naredili v tistem trenutku, vsak na svojem položaju. Od demokratično izvoljenega vodstva do tistih, ki so bili pripravljeni in to navdušeno, tudi sam sem bil poklican in smo z navdušenjem šli, velika večina, braniti to demokracijo, to suverenost in bili pripravljeni dati za samostojnost in suverenost in demokracijo našega naroda tudi svoje življenje. In žal so nekateri tudi darovali svoje življenje, tudi dva iz vaše soseščine in še mnogi drugi. In ko se torej omalovažuje in podtika celo slabe namene takim ljudem, pomeni, da gre za sprevračanje resnice. Prav to, kar smo slišali v Evangeliju. Ampak Jezus pravi, tudi če bodo to delali, ne bojte se, zaupajte, verjemite, posnemajte učitelja. In jaz sem vas učitelj. Jaz vas vodim po poti resnice in v življenje. Zato bodite ponosni, dragi krajani tukajšnjih vasi, zato, kar ste v letih 90 in 91 naredili za našo samostojnost, demokracijo in tudi to, da sta dva vaša sinova, brata, očeta za samostojno in suvereno in demokratično Slovenijo darovala svoje življenje. Za konec bi pa rad zaradi nazornosti, ker kot župnik duhovnik si lahko to privoščim, gospod Kovšca si v govoru, ker je predsednik državnega sveta, ne bo mogel privoščiti ene take zgodbe, jaz si pa to lahko privoščim. Zgodba je pa jasna in nazorna. Doživel sem jo na lastni koži in morda je kdo že slišal, ampak pripovedujem jo pa zato, da boste razumeli, kaj nam Slovencem manjka, zlasti pa tistim, ki smo v letih 90-91 naredili tisto, kar je bilo potrebno narediti. Leta 2000 smo začeli uvajati v slovensko vojsko duhovno oskrbo. Najprej je bil sporazum narejen s katoliško in evangeličansko cerkvijo, potem sem bil jaz prvi zaposlen v slovenski vojski, najprej na upravnem delu. Zelo zanimivo je bilo, ni bilo nobene v tistih velikih zgradbah, nobene pisarne zame primerne. Na koncu sem pristal v bivšem
domu, dijaškem domu, vojaškem, tam od spodaj v telovadnici, in sem bil še z eno gospo noter v eni veliki telovadnici, sva bila dva. Počasi smo začeli urejati predpise, veste, Slovenci smo res predpisani, tisti, ki delate v parlamentu, zelo dobro veste, kako znamo, in tudi drugi. Če ni drugega, se vam bo državni uradnik obesil na kakšen predpis, mimogrede, pa tudi če je predpis iz časa Avnoja, včasih slišimo še, da veljajo. Taki smo Slovenci in takrat je bilo treba tudi to narediti. Vse predpise, da je lahko nekdo prišel v Slovensko vojsko kot duhovnik. Ampak vsako leto je pa Slovenija že, ker smo se pripravljali na vstop v Severnoatlantsko zavezništvo, dobivala vabilo na letno srečanje glavnih vojaških duhovnikov in škofov Zveze NATO in Partnerstva za mir. Običajno so poslali dr. Čeparja, nekateri ga poznate, ki je bil takrat delal na Ministrstvu za obrambo. Tisto leto so imeli pa že mene zaposlenega in so rekli, kaj če bi poslali pa zdaj našega župnika, našega očeta, ko ga že imamo. In so me poslali v Ženevo. Ampak niso me mogli poslati kot civilista, če je bilo torej srečanje vojaških duhovnikov in škofov. In so me hitro poklicali na vojaške vaje za en teden, mi pripravili potne naloge za v Ženevo, šel sem z vlakom, dali so mi uniformo s srebrnimi podpolkovniškimi čini, tisti, ki ste bili v vojski, to veste, kako je takrat izgledalo. Ker je bilo moje telo takrat še bolj na liniji, je bila čist konfekcijska številka 42, čisto ta prava. Šel sem hitro v trgovino po 2 križka, da sem ga dal takole na uniformo, in razen znaka pripadnosti Slovenske vojske na uniformi nisem imel. Tak sem šel tja, pridem in hitro sem se bil tam v Ženevi z kanadskim in angleškim glavnim duhovnikom. No in potem pride v debati, pijemo, da bom povedal, kaj smo pili tam v lobiju, malo pivo smo pili. In pride takole po stopnicah dol ameriški admiral. Črnc v beli mornariški uniformi, si vidite ta kontrast, to je bilo zelo kontrastno, nimam nič proti črncem, ravno obratno, zelo cenim in spoštujem vse ljudi, vseh barv in ras. In pride dol, one dva je že poznal, mene ni poznal in sem točno videl, da mene gleda. In pride k meni, one dva me predstavita, pa ni razumel točno, kje je Slovenija. In mi reče, Fader, kje pa je ta Slovenija? In jaz sem edinkrat v življenju takrat povedal naslednje in imenoval bivšo državo, iz katero smo išli, od takrat naprej ni nikoli slišal nihče. Sem rekel, to je pa država, Severna republika bivše Jugoslavije, ki je zdaj samostojna država, in sem točno videl, kako je on začel mene čudno gledati, tako, na nek način zviška. Potem pa še vedno ni razumel, pa mu rečem, to je država med Italijo, Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Jaz sem imel takrat občutek, on še vedno ni razumel, kje je Slovenija, pa je bil izobražen, glavni vojaški duhovnik, ameriški admiral, glavni duhovnik za mornarico. Sem imel občutek, kako on na mene vzviško gleda in me je povezal, ko sem omenil bivšo Jugoslavijo, z Miloševićem, z vojno v Bosni, s Kosovom, z pokolom v Srebrenici. In tako smo celo konferenco, ki je trajala en teden, živela na eni distanci. No, potem naslednje leto je bila pa v Štrasburu ta konferenca, uradno sem bil že v Slovenski vojski kot prvi vojaški duhovnik s srebrnimi polkovniškimi čini, uniformo že narejeno po meri, kot se spodobi. Ker sem veteran vojne za Slovenijo, sem seveda imel tudi našitek veteran, slovensko zastavo, našitek generalštab smo takrat nosili še. Tukaj smo imeli tak obesek z duhovno oskrbo, na duhovni oskrbi je poseben znak. Potem še 2 znački SVN, Slovenska vojska, lepo 2 križa. Mislim, da sem imel že tudi medaljo, tisto za udeležbo v Slovenski vojski, tako da vojak brez medalje ne je malo čuden. Torej sem imel, sploh pa če ima še kakšen čin. In v Štrasburu sem točno videl podobno situacijo, kot je bilo prejšnje leto v Ženevi. A tega ameriškega glavnega kaplana mornariške vojske v beli uniformi črnca pride k meni, proti meni in me gleda in je videl, da sem drugačen kot prejšnje leto. In se pozdravlja in začne spraševati, Fader, kaj pa to? In mu povem z napise značke,
pa pravi, kaj pa pomeni tole veteran? In jaz mu rečem, to pa pomeni, da sem udeleženec vojne za Slovenijo. In veste, kaj je on takrat naredil, da boste razumeli? On je stopil 2 koraka nazaj, se postavil v položaj mirno, mi salutiral in rekel, oče, čestitam. Če si ameriški vojak kaj želi, je, da bi sodeloval v vojni za neodvisnost Amerike. Razumete, kam je šel? Ali pa da bi kjerkoli po svetu za Ameriko in za ameriško demokracijo in za ameriške vrednote se boril in dal tudi svoje življenje. Čestitam. In to je govoril so vzami v očeh. In tudi meni so takole kocine šle gor. Tako da veterani in veteranke, ne pozabite tega. Potem pa se obrne na znak vojaškega vikariata. To je pa tak znak poseben. Imam številka 745, potem je knjiga in na njej križ. In reče, kaj pomeni 745, da je toliko vojaških duhovnikov v Slovenski vojski. To je pač ameriški način razmišljanja, tam jih je par tavžen. Pa rečem, ne, to pa približno leto, ko sta bila krščena naša slovenska karantanska kneza Gorazd in Hotimir. Naši voditelji so postali kristjani in po zgodovinskem pomovanju se to smatra, da je cel narod vstopil v to krščansko zahodno kulturo. 745, ko smo mi imeli svoje države. Veste, kaj to pripovedati Američani, kako so jih odkrili, se veste, kaj so te ameriške zgodbe, ne bom podrobnosti. Jaz sem imel kar tak dober občutek, veste, kot da bi mi pritiskal na gas, kot rečemo po domače, jaz sem rastel, on pa se je manjšal, ravno obratno kot prvo leto. In potem reče, kaj pa knjiga? Sem rekel, ja, to je pa še boljša zgodba. Mi smo imeli 13. narod na svetu, imamo prevedeno celotno svetopismo v svojem jeziku. In to je znamenje našega pismenstva. Najkasneje v 10. stoletju imamo mi že znanstvene tekste, znanstvena besedila zapisana v svojem jeziku, to so bližinski spomeniki. Kako naj ne bi bil ponosen? Od takrat naprej me je on, vsi ameriški generali, ne samo vojaški, in tuji generali so me jemali za sebi enakega. Ne zato, ker sem bil iz Slovenije, ampak zato, ker so čutili, da sem ponosen, da sem vesel tega, kar sem, da sem ponosen Slovenc in kristjan in duhovnik in takih drž, drage sestre, dragi prijatelji, dragi državljani tega raja pod Triglavom, takih drž nam primanjkuje. In s ponosnimi, kako bi rekel, zdravimi in veselimi ljudmi, ki jih srečaš, je vedno prijetno se pogovarjati. In tudi, če smo različnih prepričanj in nazorov in celo različnih ver, se da čudovito pogovarjati. Ker se pogovarjata dva samostojna, kot rečemo s tujo besedo, tudi suverena človeka. In za zaključek bi rad rekel še tole, kar večkrat ponovim. Meni so se zgodile čudovite stvari in zato nimam razloga, da bi bil žalosten, da bi jamral, da bi negodoval, da bi se pomiloval kot moški, kot Slovenec, kot kristjan. Kaj se mi je zgodilo? Ko bom govoril za sebe, morate vi pa, zlasti pa ženske, pa iti na žensko varianto, da noste mislili, da kaj šovinističnega počem. Poglejte, rodil sem se v tem lepem raju pod Triglavom. Rodil sem se staršem, ki so me vzgajali v krščanskem duhu, v veselega kristjana in ponosnega Slovenca. Mi smo že od malega govorili o tem, da bi bilo fajn, da bi bila nekoč Slovenija samostojna. In kaj šele demokratična. Starši so mi izročili vrednote in vero. Pozneje me je Gospod poklical v duhovništvo in torej, kaj imam lepšega kot to, da sem Slovenec, da sem moški, da sem katoličan in da sem duhovnik. Ni razloga za jamranje, ampak ravno obratno. In takih drž, sestre in bratje, se moramo nalesti. Vsi. Zlasti pa mi, ki imamo v svojem srcu vero. Veren človek mora biti v tej družbi, v katerem je neke vrste sol in kvas.
ali pa lučka. In čeprav včasih kdo preveč soli vrže, pa preveč sveti, pa koga to moti, nič ne de. Bo prišel čas, ko bomo znali to ceniti in bomo videli, da tega ne gre. In čim več takih suverenih, veselih, ponosnih žensk in moških, Slovenk in Slovencev, kristjanov in kristjank v naši slovenski družbi manjka. In naj bo drugače, kakor je bilo do zdaj. Zdaj pa se v skupnih prošnjah obrnimo na našega dobrega in ljubečega Boga, ki ljubi Slovenijo, in ga prosimo. Prosimo te za svetega očeta Frančiška, da bi s tvojo pomočjo še naprej modro vodil sveto cerkev. Prosimo te za škofe, duhovnike, redovnike in redovnice, da bi bili dobri oznanjevalci tvojega nauka. Prosimo te za naše državne voditelje, da bi delovali povezovalno in v dobrobit vseh državljanov. Prosimo te za našo domovino Slovenijo, daj, da bi v njej vladal mir, pravičnost in blaginja. Prosimo te za vse pokojne, ki so svoje življenje darovali za domovino, in za vse naše bližnje, katere si poklical k sebi, daj, da bi pri tebi uživali večno ljubezen. Prosimo te za vse, ki so v času osamosvajanja Slovenije izgubili svoje najdražje, daj jim tolažbe in notranjega miru. In še po osebnem namenu prosimo Gospoda. Gospod usliši te naše prošnje, ki smo jih izrekli, prošnje tudi našega srca, in blagoslovi našo domovino, našo državo, vse njene prebivalce in naše voditelje po Kristusu, našem Gospodu. Amen.